Včasih se nam zgodi, da drevo, ki smo ga posadili, ni takšno, kot bi želeli. Mogoče ni tista sorta nam ne odgovarja ali pa po okusu ni takšna, kot bi želeli. In v tem primeru lahko mi to drevo tudi precepimo. Če je že drevo večje, potem ga lahko precepimo celo tako, da damo na vsako vejo drugo sorto, tako da imamo v bistvu na enem drevesu lahko tudi več različnih sort. V takem primeru seveda bomo naredili to tako, da bomo na enem drevesu precepili mogoče zgodne sorte, na drugo drevo pozne. Če moramo med letom kakorkoli kaj ukrepati, da ne bomo potem škropili recimo sorte, ki dozorevajo z insekticidom, ki ima predolgo karenco, moramo pa v tistem trenutku seveda nekaj narediti, da ne bi prišlo do škode. Cepiče pa seveda moramo nabrati že prej, v času mirovanja. Ponavadi je to nekje v koncu februarja, ko vegetacija še ni začela in te cepiče potem lahko shranimo ali za kakšno lopo, kjer je cel dan senca, ali pa jih skrajšamo, zavijemo v rahlo vlažen papir in shranimo v hladilniku, v tistem delu tam, kjer imamo mogoče za zelenjavo, da ni prav premrzlo, da ne bi prišlo do poškodb cepičev. Angleška kopulacija oziroma cepljenje z jezičkom naredimo tako, da na vejici, ki jo precepljamo, tako odrežemo in potem zarežemo približno tretjino pod vrhom, naredimo nazaj jeziček, vzamemo cepič, ki je približno enake debeline in naredimo tukaj enako dolg rez. Cepič naj bo dolg samo toliko, da sta dve očesci in zopet naredimo zarezo in to spojimo. Ko smo spojili podlago in cepič, moramo cepljeno mesto zavezati. Najboljše to naredimo kar z električarskim izolir trakom. Takole. In potem cepič še na vrhu premažemo z cepilno smolo, zato da se na tem mestu da ne pride do izhlapevanja. Princip angleške kopulacije lahko uporabimo tudi, če je vejica, ki jo precepljamo, ali pa podlaga nekoliko debelejša, kot je cepič. Odrežemo s strani, takole, in zopet naredimo zarezo. Pri tem moramo paziti, da se ne bomo urezali. Enako dolžino reza. Spet naredimo nazaj jeziček. Odrežemo na dva očesa in takole spojimo skupaj. In potem zopet zavežemo z izolir trakom. Izolir trak je toliko ugoden, ker preprečuje izhlapevanje in pa v začetku, ko se cepič in podlaga spojita in ko se začne debeliti, ker je elastičen, se tudi nekaj časa razteguje. Če bi uporabili kakšen drugi trak, potem se to lahko zažre, če se ta trak ne razteguje. In potem samo še premažemo cepič na vrhu in pa to vejico na tem mestu, kjer smo odrezali, tako da ne pride do izhlapevanja. Naslednji način spomladanskega precepljenja je cepljenje za lup. To lahko naredimo takrat, ko je drevo že v soku, ko lahko ločimo lup od lesa. V tem primeru primerno vejico, ki jo bomo precepljali, odrežemo pravokotno in potem z nožem po dolžini zarežemo in lubje odmaknemo. Ko je v soku, se tole lepo loči
Tako. Potem pripravimo cepič podobno, kot smo že pri prejšnjem načinu. Cepič odrežemo tako, da začnemo malo niže, kot je oko, in naredimo takšen ledolk, dleta stres, in potem se pravi zopet dve očesci in potem cepič tako daleč, kot je zadaj odrezan, vstavimo zalup. Rahlo stisnemo in potem dobro zavežemo zopet z izolir trakom. Dobro zategnemo. Ta izolir trak moramo približno po 2 mesecih odstraniti, takrat se že cepič prime. Sedaj pa moramo samo še cepljeno mesto, se pravi tam, kjer je bila odrezana vejca, in pa vrh cepiča zamazati s cepilno smolo, da preprečimo izhlapevanje. Ta način cepljenja zalup lahko uporabimo tudi na kakšni debelejši veji ali pa včasih celo pri mlajšem drevesu nekje na vrhu, da drevo odrežemo in tam, kjer je debelejše, potem pa uporabimo 2 ali pa celo 3 cepiče in jih na 3 različnih mestih vstavimo zadaj zalup. Zopet seveda dobro zamažemo, zavežemo in poskrbimo, da se cepiči ne bodo premikali. Še eden od dokaj pogostih načinov, ki je poznan, je cepljenje v razkol. V tem primeru vejco takole razmaknemo, kar pa seveda povzroči dokaj veliko rano, in pa potem moramo cepič odrezati na obeh straneh, kar nam včasih povzroča težave. Ker ne smemo na drugi strani cepiča prijemati, zopet pustimo 2 očesi in potem ta cepič na eni strani takole vstavimo noter. Se pravi, na eni strani se mora kambi stikati, kambi pa je plast celic med lubjem in lesom. Potem zopet tole močno zavežemo, dobro stisnemo. To nam ponavadi povzroča malo več problemov. Vendar, kot vidimo, je ta rana tukaj precej velika in tudi, ko jo zamažemo, smola rada steče v notranjost in tukaj potem, če ta vejica stoji pokončno, lahko pride noter vlaga, dež, in zaradi tega se potem lahko zgodi, da tukaj pride do gnitja. To je pač eden od načinov, ki je možen, vendar ga pa najbolj ne priporočamo. Je boljše cepljenje z jezičkom pa s strani pri takšni vejci ali pa pozneje cepljenje zalup, ko je v soku.